Se pravi, to so vse te prednosti. Ali je mogoče kakšna slabost Montessori? Si jo ti kdaj zasledila? Ne vem, mogoče, ker si iskala kakšen odgovor. A veš, da so me to že sprašvali in potem iščem in tuktam, kaj bi bilo slabosti, ker res bi rada, da je tudi tako objektivna, ne? Razmišljam, kaj bi bile tako slabosti, ne? V bistvu tako, filozofija Montessori je res zelo dobro zastavljena, ne? Zdaj pa potem vprašanje, kako to filozofijo implementirati v vsak dan, v življenju z otrokom. Zdaj, eno je implementacija te filozofije Montessori v vrtcih, v ustanovih Montessori, druga je pa seveda pač tudi v družini. In kot sem rekla, v ustanovah se je potrebno držati nekih smernic. Zdaj, ne vem, če je to ravno pač slabost, ker to lahko tudi nadomestiš potem doma, ampak naprimer v vrtcih Montessori, vsaj v teh, ki jih jaz poznam, pa mogoče tle v tem slovenskem okolju, pa tudi sicer na mogoče malo bolj mednarodni ravni, eni sicer vključuje, večinoma pa pač tudi ne, igro vlog, simbolno igro. Te igre v bistvu ni toliko videna, ni toliko prepoznana, ampak otroci to tudi potrebujejo. To je pač njihova potreba. Če izhajaš iz opazovanj otroka, tako kot nas je tudi Marija Montessori naučila in tako kot je tudi ona izhajala iz tega. Opazovati potrebne otroke, kaj so njihove potrebe, kaj pač potrebujejo. In igra vlog, simbolna igra, dramatična igra, to je nekaj, kar otroci pač tudi potrebujejo. In v nekem okolju pač Montessori tega recimo pač ni toliko. No, kakor sem pa rekla, lahko pa to nadomestiš potem v domačem okolju, pa doma, daš otroku več možnosti za to. Zato tega tudi pravim, da ni smiselno, da se neko okolje, ki je v vrtcu, sploh če otrok hodi v vrtec, da se potem replicira to tudi v domače okolje. Ker skoraj ni popolnoma mogoče. Zdaj kuhinja recimo, mislim, če imaš res neko veliko hišo, no pa se bolj tega še ne počne. No, kar se tiče vsakdanjega življenja, tukaj malo drugo, tukaj je fajn, da se recimo dopolnjuješ, ampak naprimer te materiali Montessori, sploh ko so v 3 do 6 okolju, imaš področje jezika, področje matematike, zaznavanje imaš, za te stvari pravim, da ni smiselno, da jih imaš potem doma, ker tudi starš tega ne zna tako dobro predstaviti otroku, na ta način, nima pač te širine. In tudi, sploh če je otrok v vrtcu, ni smiselno teh materialov potem še doma imeti. Ker ne ima priložnost za druge vrste igre, ki je morda v teh ustanovah pa ne. Spet neko dopolnjevanje. Ja, neko dopolnjevanje, tako v tem smislu. To bi bila mogoče neka slabostno. Ampak to je implementacija, ne toliko pri filozofiji, pa pri sami pedagogiki, ampak pa pri sami izvedbi. Kaj pa okolje, recimo v vrtcu si rekla, pač je prilagojeno, tudi tle recimo vidva v tvojem študiju, kjer so delavnice, pač je vse na tem nivoju, a se da to tudi doma narediti? Mislim, jaz vem, da se da, ampak želim z tvojega strokovnega vidika to pač, da nam mogoče poveš, kako tiste, ne vem, nekaj stvari, no, sej vidim, da je več, ampak vse tako. Ja, z veseljem. Vsekakor se da doma zelo lepo prilagoditi in ni potrebnih takih večjih posegov, nikakor ne. To so lahko zelo majhne prilagoditve, ki pa naredijo pravzaprav velike spremembe potem tudi v otroku in v vsakdanjem življenju pač družine. Že to, da če otroka vključuješ v kuhanje, v skupno kuhanje in v vsa ostala pač gospodinjska opravila, je na primer vsekakor fino, da ima dostop do vode, da ti lahko opere kakšen korenček ali pa krompir, se pravi, da postaviš pred kuhinjsko korito pručko, na začetku malce višjo pručko, zdaj starši uporabljajo tudi pomagalčke, se pravi malo višja pručka, da ima 2 stopničke, potem ima pa še ograjce očes, se pravi, da je varno, recimo za otroke, ki že stojijo, ampak se pravi, tam je 12 in 18 mesec, takrat, ko izrazijo interes, da bi z nami sodelovali, ko jih zanima, kaj delamo mi v kuhinji, ker pač ne vidijo, kaj mi na pultu delamo, pa so lahko zraven. Na začetku jim bo všeč, da bodo recimo samo opazovali, pa bodo pa vedno bolj želeli tudi sodelovati. In takrat je recimo priložnost, da jim damo kakšno krtačko v roko, pa malo drgnejo krompir, seveda voda zraven. Tako da ta dostop. Pol pa seveda te razni kuhinjski pripomočki, ki je fino, da so na dostopu, da naprimer v kuhinji, da jim odstopimo te nižje omarice in imajo potem spravljene naprimer
kozarčke, krožnike in potem lahko To sodelujejo. odvija. To ima tudi odvijanje. Ja. Lahko potem sodelujejo pri pripravi Ja. mize za kosilo, da lahko samo vzame otrok kozarec in potem krožnik in ga odnese na mizo. Ne. Tako, v bistvu več nam gre tako, da naredimo dostopno višino. Ne. Se pravi, Tako, da ja. tam, kjer otrok izrazi interes, da bi z nami sodeloval, da iščemo možnosti, kako mu lahko tukaj prilagodimo, da bi Ja. lahko bil samostojen. In potem tudi pri osebni higieni. A ne. No, glih to Se pravi, ko otrok pride Tako, domov, ja. pa je treba roke umiti, a ne, zakaj bi ga zdaj dvigovali, a ne, saj pa mu mi kručko. umiva roke, že od začetka mu lahko damo kručko, če imamo bide, super, a ne, lahko bide Ja, začasno spremenimo odlična v ideja. umivalnik, a ne, tisti, ki imajo, marsikdo ima bide, a ne, Ja. doma. Ja, mi smo kar s pručko recimo Kručko. razširili in je to Saj to je, fantastična ja. ideja. Ja. Tudi recimo za oblačenje, ne, ko se Mhm. treba preobleči. Sem videla tudi tukaj že pri tebi, da pač mu pripravimo okolje, da se lahko sam sleče, ne, Ja. in se uredi. To res enostavni so tako vidiki z tega. Ja, Tako zelo, da res, zelo. tle je ogromno možnosti, da otrok naredi sam. Ja, res. Se pravi, kljukice, to, kar se leta Ja. za oblečo, nekje na hodniku, kjer imamo mi spravljene naše jakne, plašče, mu pa obesimo na en del stene 3 kljukice in lahko samo otrok obesi, ko pride domov jakno. Na to Ne. bomo tudi. Da tudi skrbi za svoje oblačila. Ja, Potem, ko ker grejo od drugače doma, spet, da ja. ve, ki vzame jakno, ne potrebuje tebe, a ne, pa čaka. Ne. On lahko Ja. že vmes se oblečeš, on se pa že vmes sam pač obleče. Ne. In čevlje, Ja, dosegljive in To tako. Vse so to. take osnovne stvari. Ja. Ne samo, da imamo igrače, ker se da v otroško sobo oziroma dnevno Ja. sobo, Ja. kako že opremo, da ima pač otrok. Jaz imam raje manj stvari, se pravi, da jih tudi seveda zamenjamo, jih ima pač na policah, a je to polica, je to omara, pač nima veze, da ima nekako tako na svoji višini, da zna pa tudi nazaj pospraviti. ne. Ja, Tudi tako. to je bil pri meni kar izziv, ne, da je otrok pol nazaj pospravil, ker Ja. pač, če otroka se tudi se ti mene v bistvu noč več ga hvala, da spodbudimo, da sam pospravi za sabo, imamo mi manjira kasneje. Ne. Tako, Na začetku pa je malo večji vložek, časovni. Seveda, časovni. A ne, Ja. tako. Ja, pa predvsem od teh prvih 3 letih, a ne, se učimo tudi z našim pač vzgledom, a ne, pa bomo mogoče mi večkrat pospravili na police, ampak on bo videl, aha, Tako. ta igrača sodi sem in zelo radi pač pri tem tudi sodelujejo in potem pač Ja. pospravljanje. Moramo pa paziti, da ne pride tukaj do nekih borb s pospravljanjem, ne, ker to je pa potem tudi lahko kontraučinek, a ne. Aha, Se otroku lahko preveč zameri, a ne. Tako da moramo recimo biti pozorni, recimo zvečer, ko se odpravimo spat, ko je otrok že pravzaprav utrujen Ja. in ponavadi takrat seveda tudi pospravljamo sobo, pospravljamo igrače in veliko otrok takrat ne bo ravno sodelovalo. Takrat lahko malo zamižimo, pa mi kakšno stvar pač Ja. pospravimo, ne, ker težko otrok je že utrujen, Utrujen, pač še to. sodeluje in da se mi potem z njim Ja. prepiramo, a ne, nima smisla, ne. Imamo veliko priložnosti potem čez dan, ne, da ga pač Se navajamo. strinjam, no evo, to je recimo ali pa prej začnemo Ali pa s prej, pospravljanjem. tako, ali pa prej, Ja, ali pa prej. se strinjam. Neko rešitev imamo Še en najti. vidik, ne, ki jo je treba upoštevati.